veseli smo, da na našo 10-letnico Zveze lastnikov gozdov se je udeležil tudi evropski predsednik Evropske konfederacije Zveze lastnikov gozdov, gospod Hubert de Schorlemer, in prišel iz Bruslja med nas, da sliši, kaj se dogaja tudi v Sloveniji. Ravno tako so se nam pridružili tudi predstavniki Zveze lastnikov gozdov iz Hrvaške, ki so med nami, in ugotavljamo, da imamo na področju gozdarstva in predvsem na področju zakonodaje, na področju gozdarstva, skupne probleme, ki izhajajo še iz ranke Jugoslavije. Vendar današnji dan je namenjen slovesnosti in se moramo pohvaliti v 10-letnem delovanju, da smo pa gotove stvari le premaknili iz mrtve točke in sledimo z malimi koraki zamejske mejaše iz Avstrije in po njihovem vzoru smo ustanovili 29 društev lastnikov gozdov po celi Sloveniji, ki združujejo 4000 članov trenutno, in danes obhajamo to slovesnost, ki se bo nadaljevala ob 12. uri. Z veseljem bomo odgovorili na vprašanja medijev, na konkretna vprašanja. Prosim. Yes, thank you. The CPF is the Confederation of European Private Forest Owners. We are at the moment 22 countries from the European Union, plus Switzerland and Norway, and we have 4 associated members which are from regional associations. We represent about 16 million private forest owners from Europe. In Brussels, where we have an office, our main goal is to see that forestry is done on a good way by our members, on a sustainable way. And the main role then is to see that property rights of forest owners are respected. So it will be very short, and we go also in the European Union, have contact with Parliament to see. Today you have so many environmental issues which are influencing forestry policy in our national countries. So as you know, since the Treaty of Lisbon, the whole European Union has a fact that 80% of the laws are prepared in Brussels, and then they come to your national countries where they are put in your national standards. But still, I see when I came here that there's a certain problem in this country with property rights for forest owners, and we try to find a solution to inform the European Commission and Parliament that this country has to respect the property right, because in European Union you are free, you're a free member, you can do what you want, you have to see that it's on a national, on a sustainable way, but you're free members, and that's one of your standard right you have in the European Union. Thank you very much. Mogoče vprašanja na koncu. Veseli smo, da je z nami danes predsednik Hrvaške zveze lastnikov gozdov, gospod Zdenko Bogovič. Torej, mogoče kako kratko besedo o našem dosedanjem sodelovanju. Hvala. Hvala lijepo. Evo, kao predsjednik Saveza Hrvatskih udruga šumoposjednika, izuzetno mi je čast da sudjelujem na ovoj 10-godišnjoj obljetnici našeg starijeg brata, naših prijatelja Slovenaca, i zbilja se osjećamo ovdje kao kod doma i evo, daj Bože da tako i nastavimo i da zajedničkom aktivnošću za ove probleme koji su iz prošlosti vrlo brzo riješimo i postanemo pravom smislu članovi
Europske unije na način da imamo slobodu kretanja kapitala, znanja, a prvo i glavno, a to je vlasnička prava. U tom smislu radimo dugo i ova obljetnica je izuzetno dobra prilika da svi skupa na neki način stavimo sve na stol i izađemo pred javnost, jer gospodin Šerlemer je vrlo jednostavno rekao 60 milijuna šumoposjednika u Europi. To nešto znači. Mi dajemo za cijele zajednice Europske unije, za cijelu 350 milijuna ljudi, lijepi zrak, čista voda, to je sve iz naših šuma, ptice cvrkuću, ali imamo samo obaveze restriktivne preko određenih zakona o zaštiti prirode, a s druge strane nama sve zabranjene ili aktivnosti kao normalno vlasništvu nemamo nikakve kompenzacije za to. I u tom smislu mislim da ćemo ovo iskoristiti i digniti na višu razinu i vrlo brzo imati i rezultate od ovoga. Hvala vam lijepo. Hvala lepa. Preden začnemo z vprašanji, vam morda predstavim še najaktualnejše dogodke, kjer smo Zveza lastnikov gozdov zelo aktivni. To je predvsem ukvarjanje z zakonom o katastrskem dohodku. Pred časom smo vas že obvestili, da naša država namerava drastično povišati katastrski dohodek iz naših gozdov. No, uspeli smo kot prva nevladna organizacija v Sloveniji pridobiti tudi mnenja vseh ostalih nevladnih organizacij in tako smo se v tem tednu dogovorili, da seveda v primeru, da bo vlada odločala o tem predlogu zakona, odnesemo tja protestno pismo. Jaz upam, da boste mediji takrat nas podprli in da boste prisotni. In seveda tudi, da nadaljujemo z nekimi protestnimi aktivnostmi v tej smeri, če bo potrebno tudi na ulici. Mislim, da smo sedaj v takem položaju, ko nam tako naravne danosti kot tudi aktualna politika ne dopuščajo nekih drastičnih zviševanj. Prav tako se nam znižujejo cene lesa, raste degradacija lubadarja in tako naprej. Torej, radi bi opozorili še na to, seveda, da pričakujemo spremembo zakona o gozdovih, ne tista, ki je aktualna sedaj, ampak odprtje in totalno spremembo zakona o gozdovih. Obljubljamo vam, da se bomo še večkrat v zvezi s tem srečali, kajti pričakujemo korenite spremembe tudi v tej smeri. Seveda pa zdaj vabim k vprašanju. Hvala lepa. No, če ni nobenega vprašanja, bi jaz samo dodal, da čeprav je danes slovesni dan, izpostavljamo en velik problem, ki smo ga predstavili tudi gospodu predsedniku Šerlemerju, in sicer problem, da je lastninska pravica v Sloveniji najbolj omejena kategorija lastništva. To je v nasprotju z 1. členom protokola Konvencije o človekovih pravicah, ki govori ravno o zaščiti premoženja. In tukaj želimo nič drugo kot to, da smo izenačeni z vsemi lastniki v Evropski uniji. Pri nas je lastnikov slabega 500 000, v Evropi pa nas je lastnikov, prej smo slišali podatek, 60 milijonov. Torej, ne more imeti teh 500 000 drugačno ureditev, kakor tistih ostalih toliko milijonov. Hvala lepa. Mene zanima, glede katastrskega dohodka, se je v zadnjih dneh odvijalo še kakšno usklajevanje. Govori se namreč o tem, da naj bi potekala pogajanja, ali ste vključeni v ta pogajanja? Torej, Zveza lastnikov gozdov je bila v tem tednu, to je bil torek,
smo bili na skupnem sestanku nevladnih organizacij, ki ga je organizirala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. In seveda smo vse nevladne organizacije na tem sestanku predstavile svoje stališča. Predvsem pa nestrinjanje z zakonom, ki ga nam obljubljajo. Na to so se na pobudo poslanke Ive Dimic se v parlamentu sestal odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odbor za finance in monetarno politiko. Tudi tam je bila Zveza lastnikov gozdov prisotna z 4 ali 5 člani. Prav tako so bile prisotne nevladne organizacije in tam smo pravzaprav poslancem predstavili naša stališča, jih skušali prepričati, da za tak zakon ne glasujejo. Gospa Iva Dimic je predlagala potem amandma k temu zakonu, ki bi podaljšal dosedanji trenutno veljavni zakon, s tem, da bi se v roku 1 leta pripravila nova metodologija in pa pač zakon, ki bi bil nekako pravičnejši in pa nekako boljši, kot je ta predlagan. Ampak prav na tem odboru je prišlo do enega nespodobnega povabila. Zakon oziroma nova metodologija uvaja nekatere zadeve, ki so dobre, in zdaj oni pogojujejo, da pač to ne bo uveljavljeno, zato ker ne pristanete na zvišanje. Kako komentirate to nespodobno povabilo v Zvezi lastnikov gozdov? Ja, to na ultimate seveda po moje ne pristajamo. In zdaj nekako dogovor vseh nevladnih organizacij je, da s tem seznanimo potem še vlado, ki bo predvidoma se sestala 10. maja, naslednji četrtek, se pravi danes teden, tja odnesemo protestno pismo in potem nadaljujemo z protestnimi aktivnostmi. V torek, hvala. No, obvezi katastrskega dohodka bi jaz samo še poudaril, da to povišanje katastrskega dohodka bi najbolj prizadelo ravno sektor gozdarstva. Tudi sadjarje in vinogradnike, ampak iz izračunov, ki smo jih naredili, pa najbolj gozdarstvo. To je nesprejemljivo, kajti to bi bilo nesorazmerno, nepravično, še posebej pa v trenutku, ko še niso odpravljene posledice po žledu, posledice po podljubniku, ki se najavlja tudi v letošnjem letu, še v večjem obsegu, in v takšnih razmerah pomišljati, kam pa udejanjati povišanje davčnih bremen, je skrajno neprimerno in nedostojno, če uporabim blage izraze. Zato skupaj z vsemi deležniki na podeželju, kot je povedala že naša generalna sekretarka Veronika Valentar, napovedujemo državljansko nepokorščino in če bo potrebno, se bo zgodila tudi ulica, v kar nas silijo. To ni naša želja, to ni naš način reševanja problemov. Reševali bi v začetku, ko se je formirala delovna skupina za pripravo predloga izračuna katastrskega dohodka, vendar tam pristojni niso dovolili našega predstavnika. Naš generalni predstavnik celega podeželja, tako za kmetijstvo kot gozdarstvo, je Kmetijsko-gozdarska zbornica. V redu, ampak če je gozdarstvo kot panoga pomembna v Sloveniji, kar je, saj je 80% gozdov v privatni lasti, potem bi po načelu participacije bili upravičeni do predstavnika v tem delovnem telesu za pripravo
predloga zakona o katastrskem dohodku in ne bi prihajalo do takšnih anomalij, kot smo jim priča danes. Gospod Štefanič, morda še eno kratko vprašanje. So vam kdaj v tem času pojasnili, zakaj ravno v gozdarstvu tako veliko povišanje? No, v Zvezi lastnikov gozdov imamo delovne skupine za zakonodajo, za okolje in prostor in tako dalje. V delovni skupini za pripravo predlogov za katastarski dohodek je in še vedno aktivno sodeluje Janez Beja, ki je danes tukaj, in na to vprašanje vaše bi najbolj iz prve roke dal odgovor Janez Beja. Hvala za besedo. Kako naj odgovorim, ne? Zakaj tako drastično povišanje? Zaradi več stvari in vzrokov. Prvi vzrok je ta, da se je metodologija izračunavanja prirasta v Sloveniji spremenila. Potem seveda posledično se je povečal etat. To je druga stvar. Tretja stvar, ki je pa še najbolj drastična oziroma neživljenjska, je pa rastiščni koeficient, na katerega sedaj ugotavljamo v tej skupini, ki jo je omenil predsednik Štefanič, ko sem sodeloval, in še gospod Mazej in gospod Turk, smo 3 leta govorili, izračunavali in prepričevali ljudi, da rastiščni koeficient ni realen, ni življenjski. Predvsem pa ne predstavlja dejansko stanje na tisti parceli, ker moramo vedeti, da mi plačujemo KD po parcelah, ne na kmetijo ali pa na večji obseg, dočim rastiščni koeficient zajema odsek, gozdni odsek, ki ga imenujejo gozdarji, ali pa celo večjo celoto, katero lahko tudi 50 ali več hektarov zajema odsek, in kar se lahko zavedamo, da na 50 hektarjih je lahko tudi, ne vem, 20-30 parcel. Če pa pogledamo naš teren v Sloveniji, 50 hektarov je lahko to od 200 do 1000 metrov nadmorske višine, od ravninskega do zelo strmega, in to je neobjektivno za zaračunavanje KD-ja. To je ena stvar. Ja, res je, da so celo očitki o nizkem trenutnem KD-ju, ki ga plačujemo lastniki gozdov, ampak zelo rad bi vam povedal, nobeden od lastnikov si sam ni nikoli moral izračunati KD. Vse skozi odkar imamo katastar, seveda iz Avstro-Ogrske, nam ga izračunavajo drugi. Mi lahko delno vplivamo na bonitetno točko z izvedenci, ampak ni nujno, da jo z izvedencem vrednost parcele zmanjšamo, lahko jo tudi dvignemo. Tako da očitek, da je majhen ali podcenjen KD, je izmišljotina, ker še enkrat poudarjam, nikdar nismo morali oziroma ga nismo sami izračunavali. To je eno, bi pa samo še nekaj dodal. Prejle ste vprašal, da sprememba, ta osnutek zakona veleva v tudi nekaj izboljšav za kmete, lastnike, pridelovalce vrtnin in tako naprej. Ampak delno je res, še bolj res je pa to, da te izboljšave so drobtinice v samem zakonu. In ne moremo zdaj zaradi tistih drobtinic, ki nam ponuja vlada, pa kar sprejeti cel zakon, ki je poguba za podeželje, poguba za majhne kmetije, seveda predvsem pa to pomeni za hribovce, ki vemo, da imamo 70-80% OMD-ja, kmetijskih in gozdnih zemljišč z omejenim dejavnikom, in
Lejte, res se sprašujemo, kar je bilo tudi v torek v državnem zboru povedano na teh dveh odborih, ki sta bila odmenjena, kako naj mlade prevzemnike prepričamo, da bodo garali na teh površinah zato, da bo živela država, ne pa mladi prevzemniki. Gospod Janez Veja, še eno vprašanje. Prav v torek je bilo omenjeno, da se dviguje povprečni KD v gozdovih iz 17 na 74 evrov na hektar. To je državna sekretarka, mislim, da je omenjala, ne vem, če sem prav razumel. Ja. Ampak recimo koncesionarji v državnih gozdovih, če se ne motim, imajo zdaj od posekanega kubika 13 evrov. Mislim, da je nekje 17 povprečje, ampak tudi jaz ne vem točno. Lejte, državna sekretarka se je v torek na tem odboru sama ujela v pas. Ona najprej je povedala to, da so tako dobri, da bojo omogočili dvigovanje KD po 200% letno do leta 2020. Potem sem jo jaz direktno vprašal, zakaj pošteno ne pove, zakaj zavaja javnost oziroma poslanke in poslance, da je to v 4 letih tudi do 800% dviga. Na kar ni zanikala, samo rekla pa je, da je bil to predlog Kmetijsko-gozdarske zbornice. Tako da je pa sama potrdila, da v povprečju in tudi jasno povedala poslankam in poslancem, da je to v povprečju 500% dvig KD-ja v gozdarstvu, v gozdovih. Poglejte, povprečen poseg okrog 6 kubičnih metrov, prirast 6 kubičnih metrov na hektar letno. Torej, koncesnin poberejo približno toliko, kot bojo zdaj postavili KD. Kaj ne rečem, to je bolj vprašanje za ministra, pa ministra Židana, pa ministra Mramorja, ker tudi to je bilo povedano v torek, da glede na tolikšno količino dviga, glede na takšno število ljudi, ki smo povezani s KD-jem, od vrtnarjev, vinogradnikov, kmetov do lastnikov gozdov, nismo bili toliko, da bi nas prišla osebno predstaviti zakon oziroma tudi poslušati naše argumente, na katerih mislim, da smo bili, tako kot je generalna sekretarka rekla, številčni z argumenti, ampak tudi to je res, da je v uvodu, mislim, da sekretarka rekla, da bo danes na vladi ta zakon. Po teh 4 urih vroče razprave, ali pa še bolj bi rekel, ne vroče, kot argumentirane, vsebinske razprave, je rekla, da danes sigurno ne bo na vladi in mogoče tudi roko 14 dneh ne, ker vsi tisti poslanci, ki so razmišljali kmečko, z zdravo kmečko pametjo, so bili dvoma. Če se nismo znali od leta 2013, to je 3 leta, pripraviti na zakon, ga dobro pripraviti, uskladiti z vsemi nevladniki, kako ga bomo zdaj uskladili v 2-3 dneh. Tako da je vprašanje, kaj bo iz tega. Bi pa mogoče želel samo nekaj povedati. Tu, ko govorimo o davku na katastrski dohodek, tu se pogovarjamo o majhnih milijonih. Tu se ne pogovarjamo o ne vem kakšnih milijonih, da bi mi zdaj reševali državno blagajno. Res pa je, da te majhni milijoni so pa zelo, zelo pomembni za kmeta, za lastnika, ker moramo vedeti, da so vse cene grejo dol, lesni asortimenti so znatno nižja cena, imamo žledolom, podlubnike, zdajle smo slišali oziroma vidimo tudi ta snegolom in vse ostalo. In nekako ni jasno, zakaj hoče država oziroma ta vlada uničiti lastnike gozdov oziroma kmetijstvo. Jaz sem že kar nekajkrat rekel, da
imam občutek, da prihaja nova nacionalizacija, kjer bodo množično, ker kmetje pač zaradi teh velikih dajatev, če bo prišel zakon v veljavo, ne bodo morali plačevati in seveda bodo prodajali državnemu podjetju te gozdove oziroma jih bo država kar sama vzela, ker ne bo plačan davek. No, če dovolite, sam bi še nekaj dodal, da ne bo izvenela današnja novinarska konferenca samo na aktualni zakon o katastrskem dohodku. Naj predstavim, da smo v lanskem letu imeli tudi okroglo mizo o nelesnih gozdnih dobrinah, ravno tukaj na Biotehniški fakulteti, kjer smo predstavili naše sklepe, ki jih imam tukaj v mapi, jih ne bom zdaj bral in medijem je na voljo v tej mapi. Ravno tako je tukaj noter tudi današnja izjava za javnost. To ste dobili po mailu, ja. Hotel bi pa še na en dogodek opozoriti. Lansko leto v juliju mesecu smo imeli srečanje slovenskih lastnikov gozdov in pa hrvaških v Dragatušu. Potem smo tudi sprejeli gotove sklepe, ki so tukaj notri. In potem je bil zelo zanimiv in atraktiven članek v Delu objavljen z naslovom Lastniki gozdov so drugorazredni državljani. Tak bombastičen naslov, na katerega smo pričakovali, da se bo pa nekdo, na koga je bilo to uperjeno, oglasil. In kaj se je zgodilo? Nič. Nobenega reakcije. Včasih so rekli, karavana gre dalje, psi lajajo. Tako, ampak mi se zavedamo, da spremembe bodo in jaz bi samo ponovil en Churchillov en rek, ki ga je napisal William Churchill, neomajno govorjenje in ponavljanje upravičenih zahtev, dokončne dosege cilja ali spremembe je edina primerna oblika v demokratičnem sistemu. In to je moje vodilo, tudi če ne dobimo na kratek rok teh sprememb, verjamem, da se bojo z trdnim delom in povezovanjem držav med sabo za isti cilj, te tudi zgodile prej ali slej. Zato je tudi današnji dogodek, čeprav je slavnostni, 10 let Zveze lastnikov gozdov, namenjen tudi temu delu za spremembe v dobro lastniku in v skupno dobro za vse državljane in prebivalce Slovenije. Hvala lepa. Naj pa še povem, da mogoče imate na voljo tudi tukaj predsednika Evropske konfederacije lastnikov gozdov, vprašanje v angleščini in čez nekaj minut se nam pa pridruži tudi slovenski evropski poslanec Franc Bogovič, najavljen je ob 11:30 uri, vam bo tudi na voljo za kakšna vprašanja, kajti še eno zadevo moram poudariti, Evropsko gozdarsko strategijo, ki je sprejeta leta 2014 do leta 2020. Tukaj z soodgovornostjo trdim, da Slovenija in naši zastopniki nismo, še sebe prisejam zraven, izkoristili tistih možnosti, ki jih pa ta Evropska strategija razvoja gozdarstva ponuja in tukaj nas čaka še veliko dela na tem področju. Pa bi mogoče v tej Evropski gozdarski strategiji kolega Zdenko Bogovič iz Hrvaške, kjer je tudi član upravnega odbora v Zvezi
v konfederaciji evropskih lastnikov gozdov par besed o tem spregovoril. Zdenko, prosim. Se lahko u hrvašćini, razumiješ? Dobro, hvala lijepo Rajko. A ne znam što bi dodao, nego samo da što se tiče strategije sveukupne Europske unije, ja bi s pozicije vlasništva prava i vlasnika šuma, šta mi dajemo sveopćoj zajednici u Europi. Mi dajemo naše proizvode za sveukupno nas. Odgovorni ljudi uopće to ne prepoznaju u zemljama članicama, a pogotovo u ovom dijelu Europe. I mi nastojimo se prvo da dokažemo sebi šta je naše vlasništvo, ukazati na stvari da nas se prihvati na način da u našim šumama mi radimo strategiju, jer kao vlasnici znamo najbolje šta je za šumu, za nas i za društvo, a s druge strane da to oni koji određuju šta ćemo raditi u našim šumama, prvenstveno mislim na lobije u zaštiti šuma, ipak imaju spoznaju da kad nekom oduzmu neka prava u vlasništvu, to moraju naći načina kompenzirati. Znači, vrlo jednostavno ću vam reći, u vaš stan ili vašu kuću da neko dođe i kaže ovu sobu vi ne smijete koristiti zato što hoćemo povećati bioraznolikost gljivice na zidu. Mi u šumama to svaki dan imamo. Niko nema nikakvu kompenzaciju za naše proizvode koji su za sve opće dobro. Znači, naša trešnja divlja služi za ptice u Europi. Kroz naturu smo ograničeni kroz to prava. Kroz FSC smo ograničeni kroz to prava. Niko nam ne da u našim državama kompenzaciju za to. A osnovno pravo je, ako vi imate imovinu, iste imovine imate prihod, onda ako vam neko taj prihod uskrati za sve opće dobro, onda mora naći način na to kompenzirati. Mi, vlasnici šuma Europske unije, sigurno želimo za dobrobit svi u nas stvarati lijepe okolišne šume, zaštitne šume, protuerozijske šume, vezanje ugljika, povećavanje bioraznolikosti, divljeg svijeta, faune, flore, insekata, svega što, hvala Bogu, priroda daje i stabilne šume, ali s druge strane smatramo još jednom kroz strategiju da ćemo se izboriti za naša prava baš na način da te šume opstanu, a ne da mi radimo protiv svoje imovine. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Hvala lepa. Pridružite se nam